Iz Luke Koper v povprečju vsak dan odpelje 72 vlakov, v bolj obremenjenih dnevih tudi preko 80. A ni težava v infrastrukturi ali v luki, temveč v progi, ki se nadaljuje. Žal pa tir je tako, kot je in si ga bomo videli. Počakaj, da se kolektiv Tarče gre gor. Adijo, Koper! Dejansko vsako to ustavljanje pomeni dodatno obremenitev za vagone. Na progi vse skozi vedno znova srečujemo potencialno nevarno kamenje in nasproti vozeče delavce. V redu, razumemo, čakamo. Evo. Tudi zato. Ker to je pa utopija. Dejansko potem nekje okrog. Najverjetneje... Ampak gospod, ki je bil pred 100 leti na vašo mesto, imel višje povprečje, kot vi. Maksimalno oziroma maksimalno... To pa ni dovolj. Bomo trpeli vsi. Slovenske navade so za današnjo logistiko preprosto bistvenih konkurenčnih prednosti pred konkurenco. Številni tujci so jo opazili. I eat a fish. Yes, I eat the fish. Luka ne spi nikoli in tovor raste. Ne, definitivno ne. Podobno pravijo v Nemčiji. Vegan, heute müssen wir Selbstmusterung halten und abstoßen, was sich als schlecht erwiesen hat. Und deshalb... I think the Chinese are ready. If you have a concrete plan, the players will surely study it very intensively and be involved in a way or another. Odločiti se bo treba hitro. Da ne bomo zamudili vlaka, to je bistvena stvar. Ker če zamudimo vlak, mislim, da potem ne bo več vprašanje, na kakšen način bi ta tir financirali. Strojevodja ponuja precej preprosto rešitev. Zakaj graditi drugi tir na mesto? Ali luč na koncu predora, ali labodji spev slovenskega transporta in zaton pomorskega gospodarstva.